Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Danes vam želim govoriti o pokorščini in samodisciplini. Poglejte, tisti, ki ste zares navdušeni in sem vas danes izvala, da bi bili navdušeni na tokratno temo o disciplini in samokontroli. Kajti dejstvo je, da imam rada ubogljive ljudi. Veste, brez discipline in samokontrole ne boste nikoli imeli tistega, kar pravite, da bi radi imeli, ali kakšna osebnost bi želeli postati. Mi imamo disciplino in samokontrolo, ker sta to sadova Svetega Duha, prebivata v nas, kot seme. In več, ko jo uporabljamo in razvijamo, bolj lahko rasteta. Vi vsi imate mišice, vendar vsi ne morete čutiti svojih mišic, ker so le majhna semena. Z njimi morate trenirati in jih uporabljati. Prvič sem začela s telovadbo pred kakšnimi 4 leti in pol in prej nikoli nisem vadila z utežmi. Sedaj imam kar dobro razvite mišice tukaj zgoraj. Vendar nič takšnega, na kar bi lahko bila posebej ponosna. Potem, ko sem vadila kakšne 4 mesece, sem nek dan sedela in se tipala po zadnji strani stegna in sem občutila izboklino. Mislila sem si, nikar mi ne reci, da imam bulo. Bila sem malo prestrašena in sem se potipala še po drugi nogi, tudi tam je bila izboklina. Kar naenkrat sem pomislila, to je mišica. Imam mišice, ki so sedaj dovolj velike, da jih lahko čutim. Vi imate seme samokontrole, vendar mogoče niste najbolj navajeni, da bi to uporabljali. Morda ste bili bolj navajeni, da se predate temu, kako čutite. Ali je kdo tukaj, ki ga mika se vdajati svojim občutkom, ali pa se morda raje predajate svojim mislim ali svojim željam. Kar želimo, mislimo in čutimo, pripada naši duši. Ko Sveto pismo govori o mesu, govori o sestavi vaše duše. Kaj si želite, kaj mislite in kaj čutite, to je vaše telo. Vendar bi nas moral voditi duh. In ne, da bi nas vodile le naše misli, volja ali čustva. Moral bi nas voditi Sveti Duh. Koliko je izmed vas bi, če vas sedaj vprašam, pritrdilno odgovorili na vprašanje, da je pokorščina Bogu zelo pomembna? Prav, vendar veste kaj, to zahteva samoobvladovanje. Kajti vse, kar nam Bog naroča, da storimo, ni nekaj kot, ja, komaj sem čakal nate, da mi poveš, naj to storim. Včasih si boste zares zelo želeli nekaj drugega storiti in boste tik pred tem, da to tudi storite. Nato pa boste slišali od Boga, da vam poskuša reči že nekaj časa, da ne storite tega. Zahteva samoobvladovanje, da se ustavite prav tam in dopustite, da ima vaše meso majhen izbruh. Vendar greste naprej in poslušate Boga. Veste, če ne daste telesu tega, kar hoče, potem oslabi. Meso postane mulasto in se smilite sami sebi, včasih postanete zelo jezni ali pa zmedeni. Mi se moramo naučiti, da nič od tega ni tako pomembno. Najpomembnejša stvar v našem življenju je, da se naučimo, kako smo popolnoma, točno pripravljeni biti pokorni Bogu. Naj bom dovolj drzna, da rečem, da nekatere težave, ki jih imajo nekateri izmed vas v tej dvorani, sploh niso prave težave. Ne kažem s prstom na nikogar. Vem, da ste nekateri med vami tako čudoviti, da si niti ne morem predstavljati, kako čudoviti ste. Gotova sem, da bi lahko stopili sem gor in nam povedali o tem, kako čudovito življenje živite. Vendar je mogoče nekaj takšnih, ki bi potrebovali moje besede in mogoče nekaj teh, ki gledate po televiziji. Mogoče je nekaj takšnih, ki imajo problem izrecno z neposlušnostjo. Vi dobro veste za nekatere stvari, ki jih počnete, vendar vedno uporabljate izgovore in tako odprete vrata hudiču.
No, sestra, jaz se bom uporil hudiču in on se bo moral umakniti. Vendar veste, da to niti ni približno to, kar pravi Sveto pismo. Prvo polovico ste pozabili. Jakobovo pismo 4:7 pravzaprav govori: podvrzite se Bogu, uprite se hudiču in on se bo umaknil od vas. Ne morete biti nepokorni Bogu in ko vam hudič dela težave, ga poskušate karati. Jaz sem to poskušala, karala sem ga tako dolgo, da sem se čisto izmučila. Spominjam se časov nazaj v 80-ih letih, ko sem imela ogromno srečanj vse posod, razna predavanja, seminarje, duhovna gibanja ter molitvene skupine. Težave smo vključevali v molitev in kričali na hudiča tako dolgo, da sem skoraj ostala brez glasu. Vendar kar bi morala storiti je, da bi bila pokorna Bogu. Koliko izmed vas je opazilo, da Jezus ni imel veliko težav s hudičem? On ni nikoli kričal na hudiča. On je bil z Bogom in kamorkoli je prišel, se je hudič prestrašil. Zakaj? Ker je bil Jezus popolnoma pokoren očetu in je hodil v ljubezni in miru. Naučiti se moramo, kako bomo popolnoma pokorni Bogu. Želim začeti z nekaj vprašanji. Koliko stvari še imate v svoji posesti, za katere vas Bog vabi, da se jim odpoveste? Vi ste slišali to majhno zahtevo in vam sedaj gre na smeh. Všeč mi je to, veste zakaj? Ker sem vas ulovila. Naj vam še enkrat ponovim. Koliko stvari imate v svoji lasti, za katere vam je Bog postavil v vaše srce, da jih podarite komu drugemu? Morda je nekaj takšnega, kar niste uporabljali 5 let in vam je prišlo na uho, da nekdo to potrebuje. Skoraj ste že postali radikalni v pokorščini Bogu. Na to pa ste pomislili: mogoče bom še kdaj to potreboval. Torej imate še vedno to stvar, da se nabira prah na njej. To je eno izmed področij, kjer se moramo resnično naučiti takojšnje pokorščine, da smo pripravljeni dati tisto, kar nam Bog naroči. Povedala vam bom zgodbo, ki vam bo pomagala skozi to temo. Verjamem, da je vse, kar imamo, pa naj bo to denar ali stvari, če to nima Božjega blagoslova, tudi mi ne bomo blagoslovljeni. Ko vam Bog enkrat nekaj reče, jaz ne mislim na to, da bi vi slišali neke glasove. Mislim na to, da vi natančno veste nekaj v svojem srcu. Dajte no. Mi smo kristjani in v nas prebiva Božja ljubezen. Zdrava pamet vam pove, če imate 4 odeje in drugega zebe, potem bi morali dati nekaj ven iz svoje omare. Ni potrebno, da ste geniji, da bi to ugotovili. En način, kako Bog preizkusi v našo vero in preizkusi stopnjo naše pokorščine je v tem, da se odpovemo stvarem, na katere smo navezani. Moramo se naučiti, da smo osvobojeni naših lastnih navezanosti. Naučiti se moramo, da smo Božji služabniki in ne lastniki ali posedovalci stvari. In da bi jih zato držali v naših rokah s določeno svobodo. Lahko bi zaploskali. Bog vas ne bo vprašal, da se odpoveste nečemu, kar je izrabljeno in tako nihče več tega ne potrebuje. Včasih vas bo vprašal za stvari, ki jih imate zares radi in včasih vam bo celo naročil, da jih daste tistemu, ki ga ne marate preveč. Avč, ne. Dovolj je že to, da moram nekaj dati stran in sedaj celo hočeš, da dam temu, ki mi sploh ni všeč? Vse, kar nam Bog naroča, da storimo, bo brezpogojno delovalo za naše dobro. Če danes nič ne razumete in zapustite to dvorano, ne da bi si kaj vzeli zase, želim, da bi si vsaj to zapomnili. Vsaka posamezna stvar, ki vam jo Bog naroča po svoji besedi ali po Svetem Duhu, je Sveti Duh to spodbudil. Pa naj bo to izrečena beseda, napisana beseda v Svetem pismu ali pa remo beseda, to pomeni, da vam jo direktno navdihne Sveti Duh. Vse to je samo v vaše dobro in vašo korist. Mogoče ne bo lahko, ne bo prijetno,
Ali pa ne bo nekaj takšnega, kar bi si sami želeli. Mogoče bo nekaj, kar niti za vas nima nobenega smisla in ne razumete, vendar enkrat, ko mi vemo, da vemo in smo trdno prepričani, da je od Boga, potem je najbolje, da se premaknemo in gremo v akcijo, kajti če tega ne storimo, samo varamo sami sebe. Vidite, mnogo let sem imela smešno idejo, da lahko ves teden delam, kar hočem, potem pa grem v nedeljo v cerkev in je vse okej. Mnogo ljudi tako misli. Vendar to ni Božji načrt za naše življenje. Mi imamo nek namen. Naša usoda je, da smo vtisnjeni v podobo Jezusa Kristusa, da postanemo podobni Kristusu na vseh področjih. V sebi imamo sadove Svetega Duha kot semena in moramo sodelovati z Bogom, da razvijamo te sadove. Vrnila se bom nazaj k stvarem, ki jih Bog izbere, da se jim mi odpovemo. Imela sem biserno zapestnico. Vi veste, da ponarejeni biseri niso dragi. Niti se ne spominjam, kje sem jo dobila. Mislim, da mi jo je nekdo podaril. In bila je zelo lepa. Zelo mi je bila všeč. Na vrhu je imela pentljo posuto z biseri. Zelo rada sem jo nosila. Veste, mogoče mi je bila celo preveč všeč. Zares sem jo imela rada. In bilo je dekle, ki je takrat pelo v našem pevskem zboru in imela sem občutek, da Bog želi, da ji to zapestnico podarim. Ampak je nisem hotela dati. Hotela sem jo obdržati zase. Bila je zelo suho dekle in sem si rekla, moj Bog, saj sploh ne bo pristajala, z njene roke bi takoj spolzela dol. Najprej sem imela ta izgovor, potem pa sem jo videla tudi na predavanjih. Zopet sem pri predavanju govorila vsem, kako moramo dajati naprej tisto, kar Bog želi, da podarimo, kako moramo biti pokorni Bogu in Bog je delal na mojem primeru, ko nisem bila na odru, da bi ji podarila to zapestnico. Veste, na to sem pomislila, da se njeni barvi kože bolj prilega nekaj zlatega in ne take srebrnkaste barve. Mislim, imela sem cele kupe smešnih izgovorov, a se zavedate, ali tudi vi to počnete, ko nočemo izpolniti Božjih naročil. Nekateri izmed vas morda imate ogromno težavo v svojem življenju in si mislite, tako zelo te prosim, daj govori že o čem bolj pomembnem. Veste, če se ne naučimo, kako bi bili pokorni v majhnih stvareh, potem ne bomo nikoli pokorni v velikih. Bog nas vadi v majhnih stvareh, da bi nam potem dal velike. Nikar ne varajte sami sebe in si mislite, da majhne stvari v vašem življenju niso pomembne, kajti Bog se zelo ozira na majhne stvari. Nikar si ne mislite, da če delate nekaj, česar nihče ne vidi, da to ni pomembno. Bog vedno vse vidi. Bog vedno vse vidi. Tako mi je vzelo kar nekaj časa in končno sem mi dala svojo zapestnico. To se je zgodilo pred mnogimi leti in jaz sem iz tega napravila celo sceno. Veš, da mi je Bog naročil, da ti dam tole zapestnico in to je zame velika žrtev, ker imam tako rada, vendar želim, da veš, da mislim nate in bla bla bla. In na to sem mi dala zapestnico. Veste, niti ni moja zapestnica bila tako pomembna. Ne gre za to, da bi vam Bog jemal stran vaše stvari. Glavna stvar je v tem, da Bog želi blagoslavljati ljudi. Ona ni potrebovala moje zapestnice. Ona je potrebovala le nekaj moje pozornosti in da nekaj naredim zanjo. Velikokrat sploh niso stvari, ampak Bog uporablja stvari, da pokaže svojo ljubezen. Bog uporablja stvari, da pokaže ljubezen do ljudi. Ali ste me slišali? Bog uporabi stvari, da pokaže ljubezen do ljudi. Vsakdo ima rad darila. Ne vem, kdo ste, vendar zagotovo imate radi darila. Tako je ona nosila to zapestnico. Videla sem jo na predavanjih in sem od časa do časa ponavljala pri sebi. Kako lepa je ta zapestnica, upam, da se je veseliš. Na koncu koncev mi je rekla, veš, čutim, da Gospod hoče, da ti dam to zapestnico nazaj. Jaz pa sem mislila, ja, zares tako hoče.
S tem vam želim povedati, da je to bila zame lekcija. Verjamem, da je Bog uredil stvari tako, da vam lahko povem svojo izkušnjo, ker sem se nekaj naučila. Vzela sem tisto zapestnico domov in jo postavila v predal z drugim nakitom in jo tam pustila do danes. Mislim, da se je to zgodilo pred kakimi 10 ali 15 leti. Vedno jo bom ohranila kot opozorilo, kajti vedno, ko sem po tistem poskušala nositi to zapestnico, je nisem več marala. Nadela sem si jo in mi ni bila več všeč. Mislila sem si, ta zapestnica se niti ne sveti, ne maram je več. Lekcija, ki mi jo je Bog naučil, je, če ti enkrat jaz rečem, da se nečemu odpovej, potem to nima več blagoslova zate. Dajte no. Za vas nima več blagoslova in če to še naprej uporabljate, se ne boste več veselili. Šla sem tako daleč, da bom celo rekla, če Bog reče, da se odpoveste kakšnim finančnim dobrinam in če tega ne storite, so možnosti, da vam jih bo hudič odvzel. Sveto pismo pravi, če smo pokorni Bogu v dajanju, potem on prežene poželuha stran od nas. Ali pa lahko mi sami odpremo vrata v svojem življenju našemu sovražniku. Ne pravim, da vsakdo od vas, ki ima kakšen problem, ni poslušal Boga in je zato odprl vrata sovražniku. Veliko je razlogov, da nas napade sovražnik človeške narave. On je za nami, ko delamo stvari prav in tudi takrat, ko delamo nekaj narobe. Včasih je težko razvozlati, kje je vzrok. Vendar pa ne bodite tako neumni, da ne bi odprli svojega srca Bogu in rekli, ali je tukaj kaj, na kar nisem bil pozoren. Ali je kaj takšnega, kar bi moral opaziti? Koliko izmed vas ima v svojem življenju področje, kjer se zavedate, da niste bili pokorni Bogu? Vi tukaj ste bolj iskreni od drugih. Nisem vam niti rekla, da bi dvignili roke in polovica ljudi je dvignilo roke. No prav, poglejte me. Usedla se bom v svoj naslanjač in vam govorila kot mama. To je tako bedasto. Kajti vi nimate miru, dokler to počnete. Počutite se krive in v obsodbi. Sama vem, ker sem to počela. Ne govorim vam o nečem, česar nisem izkusila. To sem počela in vse predolgo sem to počela. Vendar vas prosim, da končate s tem. Kajti Bog vam nudi toliko več. On vam nudi veliko več miru, veselja, moči, več avtoritete, milosti in blagoslova. Naš Bog nam daje več kot dovolj. Vsemogočni je njegovo ime, El Shaddai, ne nekaj šušmarskega. Kar se je zgodilo v našem življenju, je neposredno povezano z našo stopnjo pokorščine. Kristus nas je s svojo krvjo odkupil za zveličanje. Bog nas preizkuša. On nam daje nekaj malega odgovornosti in nas pušča na tej stopnji za nekaj časa ter nas preizkuša. Če smo pokorni, nas nauči ubogati Boga na tem področju, potem bomo nekoliko napredovali, za nekaj časa ostali na tisti stopnji in nas bo še tam preizkusil. Sprašujem se, koliko ljudi v tej dvorani se jezi na koga. O, vi ste kar odkriti, niti vas nisem vprašala, da bi dvignili roke, vi pa jih že imate v zraku. Sveto pismo pravi, ne dopustite, da sonce zaide nad vašo jezo. V svojem življenju ne dajete prostora hudiču. Pisano je, odpustite ljudem, da vas Satan ne dobi v svojo posest. Molite v veri in prosite Boga za karkoli potrebujete, vendar če imate karkoli zoper kogarkoli, potem to odpustite. Tako vam bo vaš Oče v nebesih lahko odpustil vaše grehe in prestopke. Bog vam ne naroča, da odpuščate ljudem zaradi drugih, ampak zaradi vas samih. Če ne odpustite, spravite sami sebe v ječo.
Tako imamo na tisoče in tisoče ljudi, ki hodijo v cerkev in ljubijo Boga. Vi ljubite Boga, vendar veste kaj? Obstaja določena stopnja pri ljubezni do Boga. Vi ste lahko tako blizu Bogu, kot sami hočete. Lahko pa ste v odnosu do Boga kar oddaljeni, ker je v odnosu polno nesnage, ki ovira vas in ovira tudi Boga. Jaz vas bom poskušala izzvati, da bi razumeli pokorščino na najboljši možni način, ki ga lahko pripravite zase. Zelo bo pospešilo vaše potovanje z Bogom kot nobena druga stvar v vašem življenju. Tudi če ne dobite prave stvari iz tega, boste še vedno ohranili strahospoštovanje do Boga. Bog je rekel, stori to, jaz bom to storila. Bog je rekel, tega ne počni, tega ne bom storila. Ampak Joyce, to je težko. Rekla sem že, da smo posvečeni, da lahko upravljamo težke stvari. Ali ste me slišali? Nič ni preveč težko za Boga in On prebiva v vas. Karkoli vam naroči storiti, bo to storil po vas, če mu le zaupate. Dajte no, posvečeni ste za težke stvari. Nehajte se cmiriti in godrnjati. Tako je težko, kako je težko. Naziljeni smo za težke stvari. Koliko stvari imate, za katere vam je Bog rekel, da jih sploh ne kupite? Joj, to je bilo nekaj. Ko vam pravim, da vam je Bog povedal, da tega ne kupite, še enkrat vam pravim, da ne govorim o kakšnih prisluhih. Samo govorim o tem, kar vi veste. Zdrava pamet vam govori, ne kupuj tega. Ti pa si ves navdušen, s polno čustvene navezanosti in na tem, da stvar pač moraš imeti, vendar ko prineseš stvar domov, je niti več ne maraš. Sedaj je že prepozno. Niti ne veš, kam si jo pospravil, ti pa si jo vzel na obroke za 3 leta. Sedaj pa preganjaš hudiča, ker si pod vsem tem finančnim pritiskom. Sploh ni bil hudič, ampak ti. So stvari, za katere moramo kriviti hudiča, vendar pa ne prelagajte nanj svojih napak. Berem knjigo, ki govori o različnih križih, ki jih moramo nositi v svojem življenju in kako različni ljudje označijo različne stvari za križ. Pravijo, da je za Joba bil hudič njegov križ, hotel je izruvati življenjsko luč iz njega. Za koga drugega je lahko tudi ugled križ. Za nekoga drugega so križ njegova finance ali pa neka oseba, ki postane trn v peti. Govori tudi o različnih svetopisemskih ljudeh in pravi, da je, na primer, Jakobov križ bil v tem, da je bil preveč Jakob. Primerjala sem ta izrek s seboj in sem mislila, da je moj največji križ, da sem preveč Joyce. Dajte no, vam govorim. Vi, nekateri izmed vas, ste križ sami sebi. Ni vam treba pridobiti drugih križev. Rada vas imam. Zelo rada vas imam. Dovolj vas imam rada, da vam povem resnico in vam s tem želim pomagati. Hočem vam povedati, da Jezus ni umrl za nas, da bi mi bili depresivni. Rekel je, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne kakor vam ga daje svet, ampak kakor vam ga dam jaz. Rekel je, tat pride, da krade, ubija in uničuje, vendar jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, tako da teče čez. Dajmo čast Bogu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.